walk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning, and the words that it was forming, and the sign said the words on the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Dobro jutro. Ja, glas tišine, sound of silence. Komad je star, še pa još. Pa vse sort razlage. Zelo žal mi je, da se dogajajo te prekinitve, so pa to jasen dokaz, kako nas želijo utišati, in to je tisto, kar od nas želijo, da umolknemo tudi mi, kot je umolknila večina ljudi, ker sem tiho, sem na strani izdajalca, sem na strani prevaranta in ja, tako kot sem rekel, za resnico ne rabiš dobivati aplavza, ampak rabiš izkazati pogum, in ta se je v času korone pa do zdaj pokazal pri ljudeh, koliko ga zares imajo. Navidezni pogum, s katerim so se šoperili in postavljali, se je izkazal za ničevega in bolj spada v to zadnjo besedo, pomen zatajitve, za utaje, izdaje v prvi vrsti samega sebe, svoje lastne vesti. Ja, kot sem začel z komadom,
Sound of Silence, molk. Če si ga interpretiramo strani, kot zdaj razumemo, pri izdaji je molk povedal nekaj. Ne? Nekaj nam je sporočil, kaj ne? In ljudje, ki bodo ugotovili, da ko bo razpadla dokončno ta tančica, ker hvala Bogu še ni, pravzaprav zdaj razumem, zakaj ni in je prav tako, da ni še dokončno odpadla ta tančica, zaradi tega, ker ljudje imajo še vedno čas reči dosti je. Zdaj samo gledamo, kdaj bo prišel ta moment, da bodo rekli, tudi jaz želim biti del resnice. To, kar jaz moram zdaj vzdrževati, ta status quo, to nisem jaz. Tudi če od mene to pričakuje sosedova Štefka, pa tudi če me grdo gleda sosedov Joško, pa tudi če me zaradi tega nikoli več z mano se ne pogovarja kdorkoli, kaj me pa briga. Jaz sem v poravnavi samim sabo in prav je, da spregovorim. Ne bom več tih, ne glede na to, kaj drugi pravijo. Bodite vi tih, jaz ne bom. Spet po drugi strani pa imamo z naslova empata, kadar želijo iz nas izvleči demona. A ne? Le kako je to možen, da se nekdo glih ob 7 pa 5 imajo ljudje message za pošiljati, le kako je to možen. Ja, skratka, izzovejo reakcijo, to so provokacije, so stvar, ki ne spada v človeka naravno. Človek sam po sebi ni provokativen. To je demonski duh, ki iz človeka želi izzvati tvojo svetlobo. Torej, iz tebe izzovejo reakcijo, izsilijo tvojo čustveno disonanco, da se zatreseš čustveno, potegnejo te iz tvoje poravnanosti in to vse z namenom, da to nehaš biti ti in ti postaneš reakcija. Zaradi tega se reče inner light, notranja svetloba, ne zunanja svetloba, notranja, ne dovoli, da ti jo potegnejo ven. In točno to počnejo, vlečejo ven iz tebe tvojo svetlobo in tega mi ne smemo dati. Dokler to dajemo, potem smo mi brez stebra, ki ga nujno rabimo. In v primeru njihovih provokacij je zelo dobro, da vdihnemo, da preštejemo do 3 ali pa do 10. Torej umolknemo, ne damo reakcije, ampak damo odziv. In ta molk, nekaj sekundni molk, ni molk. To ni ne videti, to ni ne reagirati, to je druge vrste molk. In v tem primeru je molk zlato. V primeru, da pa se dogaja kolektivna izdaja, kolektivni genocid, pa ta molk ni nobeno zlato, ampak je samo izdaja, zatajitev samega sebe. Utaja tega, kaj je prav. Sej vemo, da ni prav, da se krade, pa da se genocid dela, a ne da vemo, da je to pizda ni prav. Kada sem edini mangup tle. Veste, po 3 letih sem jaz malenkost sit vsega tega in marsikdo je opazil, da v bistvu se mi ne da več delati teh live-ov, TikTok me jebe, vi ne delite, niste pripravljeni sodelovati, meni se to nima smisla in tudi v današnjem jutru sem verjetno prišel se bolj ne posloviti od vsega tega, ker enostavno sam več ne morem, pa tudi smisla nima zaradi tega, ker učenec mora najprej izraziti željo, da se želi učiti, nobenemu se ne da nič v glavo utupiti. Mnogo stvari sem nagruntal med mojimi downloadi, ki prihajajo na več kot dnevni bazi, na urni bazi prihajajo. Tega je ogromen, mnogo tega lahko ponudim in podelim, ampak enostavno za nepovratno informacijo oziroma za povratni odziv enak nič, enostavno verjetno nima smisla več na tak način, ker vsak hip bo eno leto, kar delamo radio MTK, namesto da bi nas bilo s pomočjo delitve in pomočjo sodelovanja čedalje več, nas je ob 7 po enem letu 6 komadov. Bravo, 20 od odzunaj in nihče ne upa napisati niti dobro jutro več, toliko delec so pošle stvari, ampak meni je po svoje to jasen. To je ta molk, ki je umolknil in
ugotovil sem, da ljudje v bistvu zelo malo je pristnih ljudi, zelo malo je ljudi, ki dejansko v sebi gradi to svojo notranjo svetlobo. Od korone dalje bi jo mogli, v zadnja 3 leta se jaz angažiram, zadnje leto vsako jutro imamo ta radio, kjer je bila ideja malo glasbe, malo slikce, malo teksti, malo vaše sodelovanje, pa bomo naredili nekaj. Ampak enostavno je to toliko nesmiselno ratalo, da je v bistvu resnično bož, da se usedem pa natipkam stvari na papir, ker bo verjetno več od tega. In zame in za tiste, ki se hočete poglobiti, neizmerno sem hvaležen seveda vsem tistim, ki ne spadate v to kategorijo, torej da ste sodelovali, da ste prinašali, naj si bo s komentarji, z diamantki, z kuvertami, z delitvami. Neizmerno sem hvaležen vsem. Sicer pa je to ena taka banana, da vam povem, ljudje, jaz sem hotel nekje tudi dokazati, da se kaj pomeni delovati iz sebe, iz svoje notranje svetlobe, in to bi človek mogel zaznati, da v bistvu iz glave govoriti 2 uri v šusu verjetno nekaj izkazuje, neko avtentičnost, nekaj, kar v bistvu je v tem svetu zelo redko in bi v bistvu skozi te oči mogli biti zelo cenjeno in tudi mora biti, malo sem upal, da bodo ljudje sami pogruntali, izvzamem zdaj teh nekaj, kar vas je, da bodo ljudje zaznali. Meni, da nekdo reče, joj, te podpiram že vsa 3 leta, te spremljam, te ful podpiram. Pa niti enkrat ni ženska stisnila ne like, ne share, ne comment, ne nič, ne 5 evrov, ne nič. Kaj pomeni podpora? Ta podpora je tako, mislim, pa spet, ful bi bilo super, milijonkrat sem rekel, sem tipko deli, zdaj pa verjetno tudi to vam ne bo več treba, ker vam bom nehal težiti, ker nekak je državni praznik je za nami je konec koncev iransko-izraelski poračun bo zdaj fasal vsak zase do svojih prevar. Ugotovil sem, da imamo na tem svetu poleg ega, narcizma, nizke, visoke zavesti, da imamo ljudi, ki v bistvu strašno radi kopirajo oziroma imitirajo, temu se reče strokovno mimiks, torej ljudje, ki kopirajo mimiko, dostojanstvo, empatijo, čustva, vse to kopirajo, ker svoje lastne svetlobe nimajo, to vse z namenom, da pridobijo svetlobo od vas, to na način provokacije. Oni nekje se prilagajajo s shiftom nekje od nas, prebujajočih se, dobivajo info in se na osnovi tega prilagajajo pa dvigujejo. Sej se ne dvigujejo, samo prilagajajo se. Dočim NPC-ji pa so tisti, ki so še vedno globoko v programu in oni sami izpolnjujejo ukaze, oni so filerji v prostoru, da delajo gužvo in podpirajo program. Tudi o tem se da veliko naštudirati in se da veliko širino narediti v stvari. Ampak je pač tako, ogromen enih vsebin smo dali na plano, ampak tako, kot pravim, vsako jutro nas je manj, motenje neskončno, na koncev ogledov ni vse skupaj nič, da pa ne rečem, da pa to se ne splača, je pa to čisto za povrh. Pa seveda hvala lepa Polona, Marjana in Marina, vse 3 za doprinos na vseh nivojih, to ja. In kot pravim, ja, neke vrste poslovilna oddaja naj to bo, ker enostavno vidim, da je veliko bolj zanimivo sodelovanje oziroma delovanje kretenoidov na teh platformah, linije jim funkcionirajo, ogledov ful, delitev ful, komentarjev ful, TikTok to podpira in seveda gre naprej. Pri nas, dokler smo tiščali tiste, ki sem vas rinuje šlo, pa jim kurac palac, ne. In skratka, tako nekako sem hotel vam povedati ta moj pogled, zakaj sem ta teden toliko falil, zaradi tega, ker vsak angažma rabi mal nekje tudi voljo moraš imeti, ne? Smisel mora to imeti.
Ne? Zdaj, 9 ljudem ni smiselno, ne? Ker recimo, bože ne da vas poimensko začnem vam vleči, ker vas poimensko tudi poznam, napredka jaz ne zaznam. Napredek je nekaj, kar bi mogli iti rapidno, pri meni je to tako rapidno, da je zaznort, pri večini ljudi pa zaznam nič, ždimo pa gledamo, ampak to ni point je, da napreduješ, da o tem sam razmišljaš, da sam te stvari kontempliraš, ker mi imamo znotraj sebe bistvo, DNK se nam spreminja, mi ne bomo dobili informacije na netu, na spletu, ti ključki, ki jih jaz prenašam, ki se imenujejo moderno downloadi, včasih se je temu rekel prerogba ali pa jasnovidnost ali kakorkoli, danes se to imenuje download, zaradi tega, ker pride se je res. In takih downloadov imam jaz na dan za ene 4 strani zgolj ali ne. In ena izmed teh je recimo, duh je inteligenca. Naš duh, naš spirit je inteligenca. Zaradi tega imamo mentalno, torej inteligenčni kvocient, čustveni kvocient in spiritualni kvocient. Zaradi tega ga sploh klasificiramo. Zaradi tega je zelo pomembno, da se ga dotakneš. In ta stvar ni vezana na nobeno bližnjico. Dostopati do tega ni nobene tehnike, ampak zgolj poglobitev v samega sebe. Ne? In ta poglobitev v samega sebe se zgodi kje? Ja, verjetno ne na skretu, pa verjetno ne v interšparu, pa verjetno ne med tem, ko greš v kino, ne, ali pa na koncert, ampak to se zgodi, kadar si v svoji kontemplaciji. Ne? Če tudi si na koncertu, si lahko v svoji kontemplaciji, toliko se da te stvari zverzerati. Ne? Zdaj, temu se reče z drugimi besedami, tako je rekel Šifrer oziroma skupina Tabu, gremo na romanje. Ne? Ni zdaj tle vlak, ki ga čakaš 30 let, lahko pa se ne bo zgodil. Ti moraš iti sam na svoje romanje in na tej poti nismo sami. Čedalje več ljudi se prebuja, žal v Sloveniji niti ne, to ne morem najti v Sloveniji prebujajočih se zares, ker izkaz, da se nekdo prebudi, je nemudoma šus v tem, kar ve in zna, da špricne iz sebe spoznanja in želi širiti dejstva, resnico, svoje spoznanja, svojo pot in tako naprej. Zaradi tega vem, da je ogromno glume, na katero je opozarjala Biblija. Jezus je rekel, neskončno mnogo lažnih prerokov se bo pokazalo, in bomo definirali, da je tudi mimiksov, torej teh, ki oponašajo, med njimi je največ teh fake neki prebujevalcev, ki imajo seanse, terapije in ne vem kaj, da bi ljudje dosegli notranji mir. Mislim, s strahovi lastnimi se moraš srečati sam. Jaz marsikomu lahko marsikaj razložim, ampak mi je kristalno jasno, da bo vsak mogel sam prehoditi to potko in za nobeno terapijo ne rabiš dati nobenih strašnih, bom rekel, ali časa, ali sredstev, ali kakorkoli, kot gledam te razne terapije, ki so cifre take, da je za volal bitne. Je pa res, da je potrebno znanje, to pa ja, info je pa potreben in določen segment mora iti tudi čez intelekt. Ne? In dokler ti stvari ne razumeš, dokler ne začneš prepoznavati vzorcev, matrice, ljudi, delovanja matrice, potem ti teh vzorcev ne moreš prelomiti, ne moreš jih prebiti, ne moreš jim se umakniti oziroma jih prejiti, bom tako rekel. Zaradi tega je to znanje, ki vam ga teram, tako močno se trudim razložiti, zaradi tega je tako pomemben, da prepoznamo vzorce, kako matrica deluje in če tega ne znaš prepoznavati, potem ti nobena terapija ne pomaga, tako nekako. Ne pomagajo ne gongi, ne pomagajo ne zvočne terapije, niti če poslušate solfeggio, nič vam ne bo pomagalo. Zaradi tega, ker morate vi prepoznavati vzorce prevare. Morate prepoznavati, kdaj nekdo hoče od vas zvleči ven.
tisto, kar je vaše, vaš notranji mir, čustveno stabilnost, to hoče iz vas ven zvleči. Tisti sapi pa demon iz njih ven skače, da vas provocira, da vas drka, da vas jebe, da vam jemlje dobro volo. In tako nekako je tudi demonsko skočil ven duh iz tega TikToka in mi vzel dobro volo, da se bavim še s temu, čemer sem rekel radio, vsako jutro bi se lahko globoko razklepetačili, pa se očitno ne moramo, ker očitno nihče nima nobenih izkušenj od celega tedna nazaj, a ne? Ja, načeloma tudi tako, da smo mi bili prikrajšani za občutke, a ne? Torej, mi smo v bistvu pozabili en kup občutkov, tudi o tem smo se veliko pogovarjali, spomni se, kako lepo je bilo tekati po travi, imeti noge v potoku in gledati mlinček, ki si ga naredil, kako lepo je bilo iti na taborjenje, kako lepo je bilo te enostavne stvari, ti drobni občutki, ki so, bom rekel, naredili življenje lepo. In te občutke moramo nič na novo narediti, odkriti jih moramo nazaj in pripeljati nazaj, ampak si jih moramo dovolj občutiti. Ampak kako bomo ljudje občutili kaj lepega, če pa se ne upamo občutiti strahu v generalnem nivoju. Ljudje pred strahovi bežijo, držijo status quo, bojijo se na glas povedati what the fuck is going on? Prav? Pa ne se bojijo vsi še do konca in naprej, ampak jaz pravim, da strah je treba občutiti, ne, treba iti skozi njega, takrat te strah ne sme paralizirati, strah moraš občutiti, zato ga pa imaš. In situacije v življenju nas mnogokrat so pripeljale in nas pripeljajo, ko se dejansko niti lagodno, niti ugodno neke stvari, ampak jih moraš obdelati. Enostavno jih moraš, ampak pa pogledaš z druge strani, je pa cerkev že davno rekla, da če ne boš tako, boš pa v peklu, ne? Če ne boš plačal davka, ti bomo pa avto vzeli, če ne boš to, stalno ustrahovanje, ne? Ampak če ti hočeš, veš, ti si po nekaj naredil, da se ti tista grožnja ni zgodila. Ti bi mogli tej grožnji reči, čak, sem ali kaj, če bom jaz, kaj, če ne bom, čakaj, sem ali kaj. Kdo si ti avtoriteta, čakaj, katera vrsta si ti nad mano, a sva midva oba človeška vrsta, a v človeški vrsti obstaja nekdo, ki ima avtoriteto nad nekom, po katerem ključu, lepo prosim. Po katerem ključu ima katerokoli človeško bitje avtoriteto nad nekaterim drugim človeškim bitjem. To je fikcija v glavi psihopatov. Ego ima to fikcijo, da je najjači. Ampak naj vam povem, nahajamo se v mentalno-spiritualni vojni. In izkazalo se je, da imamo opravka z večjim procentom ljudi, ki so na stopni zavesti pod 200 brez emocionalne in spiritualne komponente, ali pa vsaj zelo močno poškodovano. In na tak način v bistvu, kadar se ti ozdraviš, imaš naenkrat opravka z bebci, ki so v svojem status quo, posmehu pa provokaciji. Posmeh pa provokacija, to je stvar demonskih sil. Jaz se ne posmehujem nikomur. Jaz imam neutralno spoštovanje do vsakogar. Imam pa ničelno toleranco do ega in demonov v ljudeh. To pa ja. In to znam ločiti. Ampak v isti sapi tudi jaz zahtevam minimalno spoštovanje, ne minimalno, neutralno. Ne rabim jaz, da kdo mene poveličuje, ampak ne dovolim, da me kdorkoli ponižuje. To nihče ne sme dovoliti, da je od kogarkoli, kadarkoli posmehovan, zaničevan, lahko me prezrejo, s tem nimam nobenih težav, lahko za mojim hrbtom govorijo kar čejo, kar nej, še bolj nej nabijajo, da se bodo zaklali čist do konca, kar nej, zaradi tega, ker resnica prihaja na plano in zaupam temu 1,000,000%, ne samo 100. In ko mi čakam, da nabijajo o meni čim več sranja, zaradi tega, da bo, mislim, koncev je že zdaj tako. To, kar daš, to dobiš. Če seješ strah, sam postaneš ujetnik strahu. Če deliš
slabo energijo o ljudeh za hrbtom, ta slaba energija tebe ujame. Če od sebe oddajaš iskrenost, te bo iskrenost srečala. Če od sebe daješ avtentičnost, boš avtentičnost doživel. In ljudje so se ujeli v te energetske zanke in ne znajo več ven. Status quo ni moč. To je neka navidezna statement v glavi, se smo pa kar na varnem, če smo tih, se bomo naredili neumne, da nismo nikoli nobenega cepali. To ni noben izkaz človeka, noben izkaz moči, noben izkaz, bom rekel, integritete, dostojanstva, ne? Avtonomnosti. Duša bi hotela reči, pa si ne upa. Ne? Kdo si ne upa? Duša si upa, ego si ne upa. Ego si ne upa priznati, da je zafukal. In to fejst. Pa bi lahko, danes bi lahko rekel, jaz moram tole drugače narediti. Tole not good. Ne? Dobro, čak, kaj sem še napisal? Za svoj uspeh nikogar ne rabiš poškodovati. To je ena izmed alinej. In če pogledamo kontra, mnogo ljudi je oškodovanih zaradi tega, ker imajo nekateri ljudje uspešno življenje. Ne? Pa tle lahko ciljamo malo na to, da recimo karikiram, lastnik podjetja dobiček da sebi, svojim delavcem pa minimalca, ne poskrbi za njihove pogoje dela in ne izplača tistega, kar bi lahko. Torej, ljudje v bistvu delajo na minimalcu, šef se po prsih tolče pa reče, bod hvaležen, da lahko delajo zame, v bistvu je pa to sužnje lastništvo. Jaz mislim, da bi vsak veliko rajši užival na podobni jahti, kot si jo potem šef kasneje kupi. Na državnem nivoju so nam povedali en kup, kaj vse bojo, kaj vse bi bilo prav, moraliziranje z leve in desne, ampak nič od tega ne realizirajo. Zdaj nekako probajo malo na plano prideti, malo to spremljam sem in tja, bom rekel, te neke politične, kva ste vi, kva mi nismo, kva mi smo, kva vi bi mogli pa. Torej to večno obtoževanje, leva, desna, cinca, marinca, ta je zoper nas, je rekel že Ježek in verjetno bi se lahko tudi iz tega kaj naučili, ne? Če imeli inteligenco, se ne bi cepali, pravi Šenč, večina je takih, vse bodo naredili za sovde. Ja, zdaj sam cepljenje še najmanj, zdaj vsak bilo šta bilo. Bolj je problem ta molk, da ga nisem srečal enega človeka v 5 letih nisem srečal, da bi rekel, stari, počul sem se, pizda sem se zajebal. Nisem srečal enega človeka nisem do danes srečal, ki bi mi rekel, pizda Matej, fak si imel prav, kapo dol za ta jajca. Ga nisem srečal. Ker niso sposobni tega izustati, ker niso sposobni izustati poraza, lastne zmote. Ego je tako samovšečen in samoprepričan, manipulator je tako prepričan, da zna manipulirati samo on. Ampak glih takrat je on ranljiv za manipulacijo. In najbolj so bili nategnjeni tisti, ki so sami nateguni, se zastopimo. So falili ljudje. Tudi jaz sem v življenju marsikaj falil, jaz sem si stvari priznal, bilo je prošlo, jebi ga. Problem je biti danes hinavc. Jezus ni obtoževal tiste, ki so v preteklosti falili. Jezus je obtoževal hinavce. Zdaj si pizdun. Zdaj nehi biti, 5 let je mem, pizda. Mislim, jaz bi toliko rad delil dobro voljo, pa veste, tudi meni malo poidejo stvari in poide dobra volja, da kar v nedogled pri 5000 slikah, pri neskončno urah materijala nismo dosegali nič med ljudmi, nisem. A veste, upam, da me vsaj kdo od vas razume.
A mene kdo razume, zakaj v bistvu imam jaz tega mal pun kufer? Drejc, kva se tebi zdi? Dobro jutro, drugače. A vam je jasno, zakaj je meni tega pun kufer? Ali tudi ne bo šlo? To ne. Dobro, bom dal musko, ker sem sam seb mal dosadan, pa da ne bom delil vam te moje te moje dimenzije. Bom mal predihnil enega. Ein bisschen Frieden. Ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Singt mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden Hawu, kutheni engathi andiva kahle nje mfowethu? Yintoni engathi niyanxila nje? Bathi walala mina isohli wamathamsanqa mama. Oh yeah. Yes.
Ja, in to, da so ljudje tih, ni nobena napaka, ni nobena greška, ni nek zdrs in spodrsljaj, ampak je načrtno početje in to načrtno početje je tako očitno, tako zakorenjeno med ljudmi, da je zaznort hudo, težko je to porivati naprej in mislim, tudi te prekinitve so tako zelo moteče za mene kot ustvarjalca, tudi potem, ko pogledam posnetke za nazaj, je to toliko hudo gledati. Hudo mi je, ker v bistvu mi vsi programi delajo toliko preglavic, da če bi vedeli, koliko imam preglavic, bi marsikdo ubolel že pred mnogo časa nazaj. Ne bom ubolel, spremenil bom nek način, absolutno ga bom, zaradi tega, ker pač sem malo prespal. Naj vam povem še to, da v bistvu samo Evropska unija, Kanada in Združene države Amerike dovoljujejo migracije, sicer pa vse države sveta nezakonito priseljevanje v lastno državo kaznujejo z zapornimi kaznimi. Toliko o tem, da vidimo tudi to plat zgodbe in medalje, kaj se zgodi z ilegalci, temi vsiljevalci, temi, ki nasilno pridejo. To je zgolj prispodoba, tudi ljudje nasilno pridejo v vas, želijo vam potegniti ven živc, vam potegniti ven vašo svetlobo, vam vzeti dobro volo in tako nekako je uspelo, ni uspel, niso meni uspeli nič vzeti, sem smisla nima več, ne. Vse te prekinitve, vse te moja upanja, pokazateljstvo in konec koncev prošnje po sodelovanju enostavno nimajo smisla in tako, kot sem rekel, naj bo ta današnja četrtkova oddaja bolj kot ne nekaj vrste poslovilna zgodba z tega radia, ker čas je, da gremo naprej, čas je, da stopimo na nove potke, ki seveda ne morejo delovati na nivoju. Mislim, ne prosjačenja, sej to bi mogel biti naraven vzgib, ne da jaz koga prosim, ne podeli, to bi mogel biti naraven vzgib, kdor ni sposoben sam delati, ne podeli, barem kakšno vsebino, sej ne zgolj live, sej live so bolj kot ne za promocijo tega, kar počnemo v štartu, Slovani, zbudimo se, dajmo človek, moramo dvigniti se, nič nisi narobe naredil, si narobe naredil, nič hudega, nekaj delati narobe zdaj, to bi mogel biti. Irena, hvala lepa. Irena, takih izjav imam veš do kje. Irena, a si enkrat podelila en moj sam video? Priznaj iskreno. A si enkrat podelila, ne live, en sam TikTok, a si ga enkrat podelila? To ne moreš reči ja, ker vem za vse 4 delitve, ki so narejene, a veš, tako da je to bolj labova taka. Ne vem nič o tebi, Irena, prav nič, lahko rečem, ne, nisi, ne, Irena, nisi, zato, ker to ni to res, ker vem, kdo deli, ker mi napiše TikTok in Irene še nisem zagledal tam vmes, tako da to so take stvari, ki v bistvu bolijo ustvarjalca, a veš, ustvarjalca te stvari bolijo in je v bistvu res ful težko pelati naprej, tako da če pa kaj ne prenešam, je pa še laž, to je eno tako, osnova spoštovanja je to, osnova spoštovanja je tole, ker Irena, recimo, če grem pogledati jaz tvoj profil, nimaš nobenega videa, ne svojega, ne mojega, a veš, in to so te stvari, ki v bistvu nikamer. Jaz bi z veseljem, z največjim veseljem, ampak enostavno za to vrstno nesodelovanje pač ne morem in ne bom. Na tak način ne, jaz imam, tako kot sem rekel, v enem mesecu en debel zvezek stvari napisanih, ogromen material in je bož, da ga pretopimo tja, kamor ga moram in je prav, da ga usmerimo absolutno ljudem. Absolutno, ja. Ne gre pa več na lepe oči, to pa jaz enostavno ne spele več. Čakaj, kaj sem še hotel reči? Očistiti se
duha, ne očistiti se duha, v bistvu očistiti se znotraj sebe, torej ljudje imajo dostikrat idejo o, kaj je že, no, postenje, post, a ne, post pomeni umik hrane, takšne in drugačne, ampak jaz sem večkrat rekel, bolj je pomemben post od tistega, kar je toksično na energetskem nivoju. Telo je samo 1/3 vsega, kar smo, ali pa še manj, 2/3 pa je energetskega vpliva. In zavedamo se tega čedalje bolj in treba se je distancirati od tega, treba se je iz svojega spirita flikniti ven vse in zamere in obtožbe in strahove in tako. Tako da veliko več dela je na nivoju spirita in kako se očistiti svojega duha, sooči se s svojimi strahovi. Ne? Sooči se s svojo identiteto, ki razpada. Identiteta kot taka v vseh ljudeh, torej ego, bo razpadel v vseh ljudeh. Ko bo padla maska, bo za padlo masko ostal prazen pogled, nič hrbtenice in gromozanska sramota. Sramota zaradi laži. Ker na lažeh ljudi ni težko dobiti, zaradi tega, ker mulca, ki laže, dobiš na laži takoj. In tudi ljudje mislijo, da v bistvu, če so pa stari 40, 50 ali pa 70 let, da se jih pa ne vidi, kaj lažejo. Lažejo še bolj sofisticirano, ampak človek ima nekaj, kadar laže. In to vsaka mama ve, kako izgleda otrok, ki laže. In če to prekopiraš na vzorc ljudi, vidiš, da laž ima enak vzorc pri vseh, a ne? Ja, Marjana, se s tabo absolutno strinjam, ampak tega ni. In ker tega ni, moram nehati dajati. Mogoče bodo potem razumeli, ne? Mogoče bodo potem razumeli, ko ne bo več. Ko ne bo več možno kopirati, ko ne bo več možno mimike delati, ko ne bodo več hodili ljudje špegati, pa gledati, pa pol biti frajeri v svojem lastnem življenju s temi modrostmi, ker mimika je precej obsežna stvar drugače. Mi smo definirali ta narcizem pa ego pa tako, ampak NPC vedno dela iz programiranosti. On bo rekel, nimaš kaj, tako pač je, sistem tako dela, nisem mogel nič, poslušam nadrejene in tako naprej. On ne spreminja ničesar, on je pač tak status quo, on je en filer pa ena overa v življenju tebi, ker pač podpira sistem. Na drugi strani imamo pa ljudi, ki so mimics, torej kopirajo in v bistvu te opazujejo, tvoje čustva ven vlečejo, imitirajo vse, kar je povezano z senčnom. Zaradi tega imamo toliko, bom rekel, teh lažnih prerokov oziroma lažnih farizejev, ljudi, ki se predstavljajo za izbrane, prebujene lightworkerje, ampak to ne počnejo s svojo energijo ali pa s svojimi lastnimi spoznanji, ampak z nekim kopiranjem, z nekimi floskulami, ki nimajo nobene globine. In takih pajacov je kar nekaj. Mnogo teh resnicoiskalcev pa je izginilo, ne? Ste opazili, koliko je bilo resnicoiskalcev od korone dalje, pa lažni virus, pa tam prevara, pa to, ful jih je bilo. Ampak kot narcizma se je dotaknil čist malo ljudi. Tega, bom rekel, duhovnega, energetskega vampirizma se je dotaknil skoraj nič ljudi. In to je tisto, kar zaznavam. Jaz sem mislil, da bo super, da se bo tudi to malo tresel, pa se bodo ljudje sfokusirali, pa ne. Jaz vidim, da je veliko lažje se umakniti, ker v bistvu je tako, ego ne išče resnice, on se je pretvarjal, da išče resnico, sicer pa ego in masko vsaka resnica zapeče, kot kislina. Enostavno, morate se zavedati, da ljudje nočejo resnice, a ne? In vsak bo soočen, tako kot praviš, Marjana, vsi se bomo soočali sami s sabo, slej ko prej. Moja želja je bila koga obraniti, pa je tudi Jezus ugotovil, da se ne da nobenega obraniti. In je rekel, pa naj vas resnica klofne. Tukaj smo.
Resnica klofuta, status quo ni nobena rešitev, status quo je neka navidezna moč, ljudje imajo to neko vizijo o tem, da če nič ne naredijo, da bo pol pa kar dober. Ne, izkazali se bo, da v bistvu bi mogel, pa nisi. Pa bi lahko. Mislim, to bi bilo z naslova duše, z naslova človeškega dostojanstva bi bilo tako prav, pa nisi. Slabo, ne? Sam s tem se bo treba soočati, to je globlje, kot smo mislili. To je bolj globoka stvar, kot smo si mislili. In to, kar bo srečal ljudi v prihodnjih tednih, mesecih, to bo za mnoge tak šok, da se mnogi pobrali ne bojo. To je tisto, kaj sem jaz hotel v bistvu nekako nas speljati ven, da bomo videli stvari malo širše, da bomo razumeli, kako deluje ta matrica. Da bomo si podelili med sabo ta, bom rekel, pogled na matrico, ker to ni nekaj, kar dojameš čez noč. In ne moreš prebiti, če vzorca matrice ne prepoznaš. Sem kako bo nizka zavest karkoli prepoznala, če v bistvu je prepričana, da v bistvu ve vse. Nekdo, ki je nizka zavesti, meni prodaja, da ve vse, čez eno uro mi pa pove, da je pa v angleščini precej slab, oziroma da ne zna angleško. Nič hudega, če ne znaš angleško, ampak ne moš pa reči, da veš vse. Mislim, lahko bi GPT v slovenščini govori, če bi ti toliko bil odprte buče, ne? Ampak ne, veš, najhujše je to, ker ljudje z nizko izobrazbo, ozko razgledanostjo, nepoznavanjem tujega jezika, smatrajo, da so najpametnejši. In ker se bojijo, da bi jaz kaj spregovoril, toliko hitro govori, da ne bi jaz prišel do besede. Veste, na tak način ljudje nikoli ne morejo zvedeti nič več, kot vedo. En star pregovor pravi, če samo govoriš, ne moreš povedati več kot v tistem trenutku veš. Če pa poslušaš, se pa boš v tem času lahko naučil nekaj, česar ne veš še. Če drugega ne, vidiš tega kalamata v bistvu, koliko je prazen. Čeprav si ga imel do tistega momenta še za kolikor toliko razgledanega, a ne? Ja, mnogi se bodo obnašali, kot da ni bilo nič, ne? Sej pozabimo in bodimo prijatelji. Oprostili bomo, pozabili pa ne. Zaradi tega, ker spomin je nekaj, kar nam je dano. In zaradi tega, ker imam spomin, sem lahko ocenil pretekle situacije malo drugače, kakor so jih takrat, in postale so mi razumne. Ker sem neko predpostavko obrnil, ker je tako luštno bilo vse na glavo obračati, sem tudi jaz začel predpostavke v ljudeh obračati na glavo, ne. In vse sorce ti izjasni, kadar to narediš, a ne. Ne da se praviš, Marjana, bolj kot je želja jih opozoriti, bolj za norega te imajo, pa naj bodo že vedeli in videli. Res je. Hvala Bogu smo se znebili na radiju teh, bom rekel, drekatorjev, bom rekel, res direktnih destruktorjev, tega smo se kolikor toliko znebili, a ne. Mene imajo za norega, ampak iz dneva v dan jim je jasno, da bodo mogli slej ko prej sebi in še komu drugmu priznati, da nisem jaz toliko nor, da jaz nisem mentalno zaostal, kot so me promovirali, ne? To je bila promocija, meni so veliko promocijo naredili, ne? Slej ko prej bodo mogli gobec odpreti pa reči, pizda, ta Turšič je vedel že takrat. Sam priznati to pomeni priznati, da so oni v bistvu ne toliko hudi. To pa je razpad identitete, ega. In umor ega ni nekaj zelo enostavnega. Prav ni. Kako mi gre na živce, zadaj se nekaj vrti. Ja, razpad identitete ni enostaven. Ja, še ena mogoče taka pomembna stvar, veliko smo se pogovarjali tema in svetloba, ljubezen in sovraštvo in tako, imamo temne sile, dajmo si še to razjasniti. Samo ena je sila v tem univerzumu in to je love. Ljubezen je edina gonilna sila, ta sila ne more biti uničena.
lahko je transformirana, lahko je zaprta, torej zmanjšan pretok ljubezni. Torej, ljudje, ko rečemo, imajo v sebi sovraštvo in mržnjo, je to zaradi tega, ker nimajo pretoka ljubezni, nimajo svoje notranje lastne svetlobe. Temne entitete se napopajo na človeka, ki ima v sebi sovraštvo, strah, mržnjo, sramoto in tako. In te temne demonske entitete se naselijo na nizko inteligenco, čustveno, mentalno in spiritualno, in demonske sile so zasedale mnogo ljudi. Jaz sem optimistično verjetno hotel verjeti, da je v Sloveniji ipak več ljudi, ki bodo stopili korak naprej, a ne, bodo rekli enough. Verjetno moja prisotnost k temu ni doprinašala, ampak je pravzaprav dajala, bom rekel, neke vrste potuho marsikomu, a ne. In iz tega naslova je prav, da tudi naredimo eno pauzo, pa konec koncev lahko temu rečemo čas kislih kumaric, ne. Pa ne se vsak malo sam razdiha, vsak ima možnost se poglobiti, vsi imamo možnost stvari videti in tako, se poučiti in tako. Kaj je še čist nora stvar? Parazitsko polje se bo zrušilo v kompletu. In to zna priti čez noč. Irena. Mislim, če kaj ne maram, je to, da mi nekdo neki buče prodaja. Ok, kaj je bilo od zadaj. Ok, vidim, oprosti Irena. Vidiš, kaj mi je na tej strani mi ni dal. Ja, vidim, dvakrat si delila, to pa res. Bravo, 3-krat. Ali pa 4-krat. Cool, super, oprosti, vzamem nazaj, ker mi je napačno pokazal, ker imam namejhno. Vidim, 2-3 so pa res, ok. Ampak ja, vse to je bolj ke ne plunk v morje in se pravim, nima smisla, saj bom še kaj naredil tako, ampak veš, načeloma je tako, lej, veš, TikTok ima algoritem, tako da vam povem, TikTok ima algoritem. Če v 1 uri 5 ljudi deli, lajka in komentira s 5 besedami, te flikne to v neko vidno polje. Če pa ljudje načrtno ne naredijo tega, potem pa te ne flikne v algoritem, da te pokaže naprej. In jaz čutim, da sem bil sabotiran. In to od ljudi, ki sem pričakoval neki napredek. Pa ne zaradi tega, da bi jaz karkoli iskal, ampak a smo za to ali nismo za to, da grejo stvari naprej ali nismo za to. Vsaka moja objava ima vedno neko težo, nikoli ni to ideja, da sam sebe blefiram, blamiram ali pa se devam v posmeh, ampak če ne more človek narediti tipka like, share, comment, pač to je najmanj, kar lahko, pa ni tudi ne ciljam zdaj na te Irena, ne bo to nasplošno, je to tako, ne? Zdaj recimo, če bi šel jaz malo potipati tle koga še, bi tudi marsikaj lahko zagledal, pa ni meni ideja, da kogarkoli izpostavljam osebno, ker mi je bedno do amena, to, ker sam nočem, ker vem, kako je to zoprno koga v tako situacijo postaviti, ampak bi mogel vsak sam pri sebi vedeti, ne, enostavno zadnji mesec vas res prav prosim, pa nočem več biti tak, ker nima smisla, ne, nasplošno, ne bom nobenega, ne. Marjana se potrudi, Sabina se potrudi, pa tu in tam še kdo in to je načeloma to. In je v bistvu škoda, no, se pravi, je škoda, ker v bistvu algoritmi nam nagajajo, mi bi mogli v bistvu skupaj algoritem sfukati, pa sam ga ne morem, jaz lahko dajem čist po protokolu stvari ven, vse, kar je prav, da je prava kvaliteta, da je lastna vsebina, da ne uporabljam določenih besed, da dam v pravem času, da ni predolg material, da je razločno, da vse parametre probam izpolniti, sam je čist malo treba, ne, pa par ljudi, se jih ne rabimo 500, sam par, 3 do 5 ljudi bi mogli sodelovati, pa ne.
3 do 5 v celi Sloveniji ne more posodelovati. Bolj je noro, ker ljudje tudi sami ne ustvarjajo vsebine. Ne? Rekel, okay, jaz tudi ne delim veliko vsebine, da ne bi mislil. Ker če bi vam vse delil, kar bi bilo smiselno, bi vas zasul, pa nima to smisla. Ne? Ampak ljudje tudi ustvarjajo, ne sami, ne? Tako da pa si rečeš, pa dober stari, kaj zdaj to, ne? Ampak vse to tudi to nekaj sporoči, ker sporočilo tišine, glas molka je stvar nereaktivnosti, sporoča nekaj in zakaj bi človek res rinil kar v eno, če pa to ne pripelje. V enem letu klinc klanc, ne, 10 mesecev smo v bistvu živo, 15. avgust je, ko smo začeli in tako. Ampak ja, na tej točki, dragi moji, se nisem nič pretirano poglabljal danes v tematiko in tako. Pri meni je precej dogodkov v zadnjem času, kar se mene tiče, država propadla, nisem jaz več država, ampak sem narava in tja se bom obrnil, ker država nam razpada, sistem kot tak razpada in narava je tista, ki potrebuje našo pozornost, več pozornosti in prav je, da jo malo pogledamo in tako. Mislim, ljudje generalno ne čutijo sami sebe, zdaj pa pričakovati od ljudi lojalnost, da bodo čutili do tebe nekaj, je tudi utopija, ne čutijo narave, kako bodo čutili tebe, ne čutijo en kup stvari, ampak te občutke je treba zbuditi. Jaz bi vam želel, da jih najdete, da jih prebudite, da jih zapnete in uživate v njih. Življenje je prečudovita stvar, narava je prekrasna stvar. Mentalna, čustvena in spiritualna stabilnost je nekaj, kar prinaša neizgovorljive nagrade, temu se rečejo blagoslovi. Blagoslovi niso nekaj, kar v bistvu kar je za deliti naokrog, blagoslovi so zato, da jih doživljaš in jaz to počnem, z veliko željo sem hotel to tudi deliti z ljudmi, pa v bistvu mogoče na tak način tudi delam škodo, ker ljudje, mimiki to radi kopirajo in vlečejo naprej in uporabljajo v napačno smer. Torej imamo energijo, ki jo lahko damo v plus ali v minus, torej v kreacijo ali v destrukcijo in s svojimi mislimi smo pomagali graditi destrukcijo in ne smem več niti dajati določenih informacij ven, zaradi tega, ker se pač uporabljajo v minus, v napačno smer, v destrukcijo in v negativo in to ni namen. Namen je, da se misli spremenijo, pa vendarle bo treba najprej priznati razpad identitete, te bom rekel lažne skrivalnice, status quo za masko in tako naprej. Tudi Jezus je rekel, ne da se, naj postreže resnica in naj resnica postreže vsem, ki morajo dobiti svojo porcijo. In naj pridejo blagoslovi vsem, ki jim blagoslovi pripadajo. Go Masai, be mellow and go Masai, be sharp. Torej, odrešenik, pridi in bodi ponižen, bodi mil in bodi oster. Torej, naj meč resnice razseka to, tako kot se zagre na dva konca, naj to naredi, kot se spodobi za karjavla, poznate štrp pa bunk. Torej, na dva kosa gre zemlja med te, ki bodo želeli ostati v nizki vibraciji. Nekateri boste šli v višjo vibracijo, ampak do tja bo treba še nekaj narediti, očitno veliko več, kot sem mislil, ampak ja, bože, vsak zase bo vedel, koliko in kaj in kako. Jaz sem na razpolago vsakomur in vedno me lahko najdete, če želite. Ampak to najprej zahteva, bom rekel, jasno izraženo željo, želim se učiti. Da pa talam takole na brez veze, pa ne. Torej, ko so izražene želje, želim se učiti, bom valjda vsem z veseljem delil vse, kar lahko, kar znam in kar moram ter kar zmorem. Ja, evo Sabina, dosti je tega, v bistvu boš pogledalo dajo v ponovitvi, teh informacij ne bom jaz več zberal in jih delil na tak način, pač ne. Dokler ljudje ne bodo sami priznali, rekli, jaz želim več vedeti, do takrat ne, ker v bistvu res nima smisla. A se zastopimo?
Ne, da recimo user 1, 2, 3 tam stoji, ždi, pa gleda, pa čaka, pa zbira info, tle ga imate, ne, v tem kontekstu. Imejte se prečudovito, lep dan in tako, kot sem rekel milijonkrat, vse dobro, vsem, čau, čau, time to say goodbye, bye, bye. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree. When he's at my game with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a poor, poor four, there ain't no man can replace. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. If he's extra large, That's me. well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot. The anorexic chicks, the model 6, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. I bought a watch to time your beauty, and I've had it for the second hand. I bought a calendar, and every month is taken up by love of man. 'Cause we love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight. Sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.